Milijon ovinkov in sem na Koroškem. Grem na najvišji vrh slovenske Koroške, seveda na Peca oziroma Kordeževo glavo. Parkiral sem tole v zaselku pod Peca, Mitnek se imenuje. Sicer ni prav veliko prostora za parkiranje, preko travnika navzgor in zdaj v gozd pred mano je kakšna ura in pol najprej do planinskega doma. Pred nekaj leti sem na Peco že šel, ampak z druge strani od Rudnika Topla. Tudi tisto je lepa pot. Lani je bila sicer nekaj časa zaprta, ker so jo ujme poškodovale, zdaj je spet odprta. Sicer pa se tudi v planinskem domu tu soočajo z nekaj izzivi. Koroški v zadnjih letih res ni bilo lahko. Je kar ta prava strmina izpod Pece do planinskega doma na Peci. Uro in pol sem potreboval, dobrih 700 višincev, sem pa kar takoj nadaljeval, da ne bo samo še bolj vroče. Ura je 8, tole na sedlu med Malo Peco in Peco se prvič odpre lep pogled proti Kamniško-Savinjskim Alpam. Najlepše pa se vidita, ker sta najbližje Olševa ter Raduha. Takoj nad sedlom pa je tole razpotje, kjer bom šel sam po desni, lažji poti, še dobra ura do vrha, bo bolj kamnitem, sončnem terenu, levo pa se odcepi plezalna, zelo zahtevna pot na vrh Kordeževe glave. Tole je Kordeževa glava, najvišji vrh pogorja Pece, 2126 metrov. Sicer ima Peca več vrhov, tule so še sosednji Velika glava, Ranta, Končnikov vrh. 2 uri in 40 minut sem potreboval za celoten vzpon, 1200 višincev. Ja, sem kar pošteno švical, kot se včasih pohecam, se dobro topi špeh. Sicer pa mi je Peca všeč tudi zato, ker je izvrsten razglednik. Na eno stran v dolino, na Koroško, na drugo stran proti sosednjim vrhovom, ki sicer niso tako blizu, ampak so mi zanimivi, ker sem na številnih v zadnjem letu in pol bil. Tamle je Uršlja, gora, pa Smrekovec, na katerega sem šel po zimi po snegu iz Gold, ki so za njim, malo bolj zadaj je Menina planina, najbližja sta, ta sem že omenil, Raduha ter Olševa, zadaj pa Kamniško-Savinjske Alpe, denimo z Leskoškovo planoto, kjer sem bil lani na Veliki Zelenici, pa tudi na Velikem vrhu že enkrat. Malo čez mejo zadaj za Peco pa je Hohobir Oysterc, še en izvrsten vrh na avstrijskem Koroškem. Same lepe ture, poprskajte po kanalu in poglejte tudi te videe, če jih še niste.
smo že od 1. junija vsak dan. V bistvu planincem ponujamo tudi prenočišča, ponujamo cirka 40 postelj imamo. Od hrane ponujamo vsak dan kuhano na žlico, bobova juha, vampi, ričet, gulaš, pač različne stvari, tudi po želji stranke. Je bila ta ujma in jo je zasukalo in je padla dol, se je vtrgalo, tako da zdaj rešujemo to z 4x4 avtom Dacia. Enkrat na teden oziroma 14 dni nam pripeljejo gor robo. Je kar oteženo, tako da moramo razpolagati za tem, kar imamo, ko nekaj zmanjka, pač zmanjka. Čakamo na dobavo. Potekajo dogovori, zbiramo tudi prostovoljne prispevke, veliko planincev se tudi odloči, pomaga v tej smeri, tako da se dela, da bi to bilo v tem letu sanirano, da lahko naslednjo sezono štartamo normalno, z normalno dostavo. Iz Mežice je zaprto, tam renovirajo, tam se bo v bistvu naredil asfalt. Zaenkrat je dostop iz Črne gor, tu do Haravle, tukaj v glavnem parkirajo in hodijo peš gor, ali pa potem tudi do ceste Jakobe. Tukaj parkirajo, tu je potem najbližje Koči. Planinska društva delujejo na prostovoljni bazi in zato planinci v bistvu s tem, ko gremo v Koče kaj pojesti in popiti, pomagamo pri tem, da se bodo Koče, ki so potrebne številne obnove, obnovile oziroma v tem primeru, v primeru Pece, zdaj zbirajo teh približno 20 000 evrov za obnovo tovorne žičnice. Torej, še ena dobra ideja za turo, pa lahko zraven naredimo še eno dobro delo. Hvala, ker ste gledali video do konca. Tura je bila lepa, se strinjate, zapišite v komentar, stisnite like, lahko pa se naročite tudi na moj kanal, če se še niste.